se duhovnemu teleju potovanje duše. A kdo prvič tukaj? Zdravo, vse. Danes bom prijazen. Moje ime je Mihael Žmahar. Evo, in danes se bomo malo družili, 4 urce pa pol, pa boste šli domov. Tudi Max je danes s svojimi kamerami tukaj, zato da bo še drugi ljudje slišali. Prav, ne bomo vas snimali v obraz in tudi palko meditacije bomo se ogasnili, da se bo ta lahko sprostili. Jaz, če sem čisto iskren, sem danes komaj čakal, da se vidimo. Prvi dan, ko sem dobil tečaj poslovna šola v duhovni dobi dol, sem čakal trenutek, da ga lahko delim z ljudmi. Zaradi tega, ker stvari, ko jih bom na tem tečaju učil, ko jih učim na tem tečaju, sem šel dejansko sam čez. Sva s Kristi testirala, šla ona čez njih in smo videla rezultate, videla smo, kaj se zgodi v glavi človeka, ko enkrat narediš klik, ko enkrat narediš spremembo, kaj se naredi s tvojo kvaliteto življenja, kaj se naredi s tvojo sposobnostjo uresničevanja ciljev v življenju, kaj se zgodi, frizura, kaj se zgodi z tvojo sposobnostjo iti naprej, delati spremembe. Dolg časa sem čakal, da jaz postanem zrel, da lahko jaz pri sebi pokažem nek rezultat, zaradi katerega sem kompetenten, da naredim en tak tečaj. In evo, ta trenutek je tukaj, poslovna šola se je začela dogajati in jaz sem noro vesel, da bomo šli z nekaterimi izmed vas in z vami skupaj po tej poti. Ko sem se rodil, oziroma prvič, ko se spomnim svojega otroštva, prvi spomin, jaz sem ljudje vprašali, kaj ti delo v življenju, ko boš velik. Jaz sem rekel, da bom direktor. Jaz takrat pojma nisem vedel, kaj je biti direktor, pojma nisem vedel, kaj pomeni biti direktor. Jaz sem sam vedel, ker sem poznal enega direktorja v naši družini, širši družini, da ima on življenje, ki mi je še najbolj všeč od vseh, kar sem jih jaz videl. Ne? In sem rekel, da sem direktor, takrat sem star 5 let. In potem sem šel na pot v šolo, pa sem šel iskati informacije in sem naslednjih 20 let oziroma 15 let iskal informacije. In ko sem bil star 13 let, sem se prvega biznesa spomnil. Ko sem bil star 13 let, sem začel preprodajati borovnice. Ne vem zdaj, koliko mi je ta biznis znan, ampak to je izgledalo tako, da sem jaz prosil mamo, da me je peljala zvečer med tednom na Koroško, ker sem jaz za 5 evrov kupil kilo borovnic in jo drug dan na tržnici prodal za 10. In to sem delal jaz vse počitnice, vse mesece, juni, julij, avgust med počitnicami, za svoj biznis. In je največja fora bila, da sem jaz v enem dnevu ali pa v 2 dnevih ponovadi zaslužil več kot moji prijatelji ali pa prijatelji, oni, ko so bili že malo starejši študenti, cel mesec. In meni je bilo to ful fajn. Če ti zaslužiš 500 evrov na dan kot 14-letni mulc, 15-letni mulc, a veš, hudo. In takrat sem se jaz navadil, da je fajn v življenju razmišljati pametno, da je fajn v življenju razmišljati čez vzvode. Da ne gre se vse za denar. Ampak takrat se mi je šlo, priznam. Takrat mi je bilo tisti fajn feeling, da se lahko jaz kupim karkoli želim. Mi je bil ful velik motivacijski faktor. No, pa sem pa začel raziskovati druge biznise. In sem začel raziskovati mrežne posle, pa posle s prodajo in tako naprej. No in pa se je začela srednja šola. In sem ugotovil, da lahko živiš življenje na 2 načina. V srednji šoli sem jaz začel razmišljati svojo glavo. Začel sem iskati v svetu, kaj je tisto, kar je meni všeč, kaj je tisto, kar hočem jaz živeti, kaj je tisto, kar hočem jaz, smer, v katero hočem jaz svoje življenje peljati. In sem ugotovil, da sta nekako 2 vrsti ljudi v svetu. Da so eni ljudje, ki preživljajo in so nezadovoljni s svojim življenjem in so polni strahov. In da so eni ljudje, ki kreirajo in imajo orodja in imajo sredstva in imajo pogum in dostop do informacij in so zadovoljni s svojim življenjem. In sem se ugotovil, da hočem biti v tej drugi skupini. In pa sem začel raziskovati, kdo so ti ljudje. In bolj kot sem jaz raziskoval, bolj kot sem bil jaz vpleten v svoje posle, bolj kot sem bil jaz vpleten v ta način razmišljanja, bolj sem ugotovil, da gre način razmišljanja prve in druge skupine tako narazen. Vse na začetku, ko smo 10 let stari, a veš, smo vsi v šolski klopi, imamo vsi isto torbo, imamo vsi iste zvezke na mizi, imamo vsi isti test, ko ga rešujemo. Sam pa, ko je pa 30. obletnica mature in imaš srečanje s šolci, ki jih nisi videl pol svojega življenja, je pa ta razkorak ogromen. Eni ljudje so obtičali in ne vejo, kaj ne dela s svojim življenjem, eni ljudje pa noro kreirajo in nima niti toliko časa dovolj, da bi lahko vse skreirali, kar dobijo ideje.
In takrat sem začel razmišljati, kje je razlika med tema dvema skupinama ljudmi. A so ti drugi ljudje, ko kreirajo v življenju, rodijo s kakšno posebno srebrno žlico v ustih, ali imajo kakšen poseben dostop do informacij, ali so to kakšni privilegiranci, ko jih je pred inkarnacijo Bog rekel, ti boš uspešen in ti ne boš uspešen. Jaz sem ugotovil, da ne. Ugotovil sem, da ne, in to sem ugotovil jaz pri sebi na zelo neprijeten način. Ko sem bil star jaz, 20 let mi je ful ego zrastel. Bil sem tako, sam gobec mi je bil. Tako, jaz sem hodil okoli, bil najbolj pameten po svetu. Tako, a veš tisto občutek, ko res misliš, da si najbolj pameten v mestu, ampak res misliš, da si najbolj pameten. In takrat me je življenje zašamaro in jaz sesujem biznis, jaz zgubim vse, kar sem zgradil in pristanem, tako, faks sem nehal takrat delati in pristanem tako na dnu. In kaj zdaj žmahar, ne? Še preden sem doma povedal, da sem faks pustil, sem si že vmes službo našel. Ko sem se peljal z Maribora, sem si vmes službo našel po telefonu. In jaz najdem službo v skladišču v Celju, v enem izmed skladišč. Moja služba izgledala tako, da sem prišel tja, dali so mi suknič, delovni, rudelc v roko, tisti voziček, veš, in prišli so šleparji iz Ukrajine in Romunije in so rekli, raztovor te hladilnike na tisti del skladišča. In jaz takrat, valjda, saj cash tako je, veš, dobiš, ne, takrat sem bil plačan na teden, ko sem delal prek napotnice. In jaz ugotovim po 2 urah, da to ni za mene. Zvečer po 12 urah, prvi dan je moj dejansko traja 12 ur, sem bil toliko ubit in toliko jezen na sebe, da sem se odločil, da ne grem več v to službo. In doma niti nisem povedal, to je bil moj edini dan v službi, ko sem delal v taki. Pa ne zato, da bi bilo službo to kaj narobe, sploh ne. Nekdo mora razložiti tovornjake, nekdo mora biti ključen del v tej dobaviteljski verigi, zato da pridejo hladilniki v vaš dom. Ampak jaz nisem sebe tam videl. Jaz sem mogel biti zelo iskren, da jaz sebe nisem videl v tisti službi. In največji catch je bil, da so v skladišču spregledali, da me ni. In so mi vseeno nakazali celomesečno plačo. Tako da, toliko organizacij, ne. Skratka, takrat sem se začel spoznavati, da sem začel izkušati drug pol življenja. Pol življenja, ko delaš stvari, ko si nesrečen. Pol življenja, ko veš znotri sebe, da si sposoben več. Ko veš, da imaš nekje v dušni auri, dušni strukturi zapisan nek uspeh. Ko veš, da si se rodil z nekim višjim namenom, ampak ko pogledaš okoli sebe, nič od tega ne vidiš. Ne vidiš nobenih perspektivnih služb, ne vidiš nobenih perspektivnih poslovnih idej, ne vidiš nobenega, ki ti lahko realno pokaže, kdo si in kako iti naprej. In jaz sem bil v tej fazi kar nekaj let. Imam ful srečo, da sem takrat spoznal Kristi in s Kristi smo se oba na nek način našla, ko smo bila oba na tleh. Ona zaradi žalovanja, jaz zaradi svojega ega. In potem smo skupaj šla v življenju naprej in smo skupaj rastla in smo se sestavila. Ampak verjamem pa, da ni enostavno, če si sam. Verjamem pa, da ni enostavno nekomu, ki je na tleh in ima noge v vodi in ima mokra stopala in ima prazen žep in ima dvom glede svoje prihodnosti, enostavno sprejeti idejo o uspehu v življenju. Dejstvo pa je, da sem takrat na tej poti spoznal, da lahko vsak človek postane tisto, kar si želi, da lahko vsak človek gre v življenju v tisto smer, v katero si želi. Zaradi tega, ker pa nisem mogel mimo dejstva, da sem iz enega izmed biznisov, ko sem je delal kot 16-letni mulc, poznal ljudi, ki so živeli življenjski stil, ki je bil pa meni všeč. In kakorkoli sem lahko jaz strmaril tam v Celju in trmoglavo, da ne gre in da ne vem, kaj je narobe s svetom, da se mi nič ne odpre v življenju, nisem mogel zatiti dejstva, da pa eni ljudje štekajo, kako se kreira, da pa eni ljudje enostavno razumejo, kako zgraditi podjetje, da eni ljudje razumejo, kako zgraditi hišo, da eni ljudje razumejo, kako si v življenju vzeti tisto, kar misliš, da si zaslužiš oziroma si želiš. In pa sem spustil svoj ego. To, da sem jaz spustil svoj ego, sem rabil res veliko osebne rasti. Resno, do 20 leta se ne spomnim dobenega človeka, da bi ga jaz poslušal, da ne bi tako v glavi mislil, kjer idiot, kam je govoriš. Tako, res imel ego in me je življenje tako sesul v poden in pa še Kristi prišla, a veš, ko smo s Kristi začela hoditi, smo se znašla v eni situaciji, ki je bila resna. Njena mama je začela za rakom umirati, službo izgubila, a veš, en kup teh stvari je bilo. In to niso stvari, v katerih je prostor za ego, to niso okoliščine, kjer je prostor za ego. In smo se na zelo težek način naučila, da moraš v življenju znati svojo energijo usmerjati in da ni dovolj, da si samo glasen in najbolj pameten, ampak da moraš pametno delati, da moraš
taktično delati, da moraš s srcem delati. In pa se je začela moja pot naprej, navzgor. Odločil sem se, da bom začel poslušati. Da bom začel poslušati sebe, da bom začel poslušati ljudi, ki so pametnejši od mene. Ker pa, ko sem si mogel priznati dejstvo, sem gotovil, da nekih pa je okoli mene, ne? Ko so pametnejši, nimajo dejansko kaj zapovedati. In bolj kot sem poslušal, bolj sem gotovil, da jih je več, kot sem mislil, da jih je. In začel sem raziskovati skrite kotičke sebe in začel sem meditirati. Začel sem spraševati pametno vprašanja. Nehal sem govoriti jaz, ampak sem bil bolj tih in sem začel poslušati. In takrat se je začelo znotraj mene dogajati, da sem začel znotraj sebe dobivati guidance oziroma vodstvo. Vodstvo, kdo Mihael Žmahar pa je v resnici, kaj pa on lahko naredi s svojim življenjem, kaj pa on lahko napiše v svojih knjigah, kje pa se on vidi lahko čez 10 let, kakšen vpliv pa lahko on naredi. In pa, ko sem začel delati z ljudmi, ko sem začel delati coachinge, ko sem začel delati terapije za žalujoče na začetku, pa tečaje za samozavest, pa tečaje za čustveno samozavest in tako naprej, in pa kasneje duhovne tečaje, sem gotovil, da ima vsak človek to. Ko sem bil star 20 let, nisem verjel, da lahko vsak človek postane v življenju uspešen. Priznam, nisem. Jaz sem mislil tako, eni smo elita, kar nam je zapisano, in eni so tam, ki delajo za nas. Dejansko sem razmišljal na tak način. Ampak ko sem pa začel delati z ljudmi in poslušati resnične zgodbe, ne ego zgodbe, resnične zgodbe ljudi, ki so se razšli z človekom, ko so ga imeli radi, ali pa ljudi, ki so nekoga izgubili v prometni nesreči, ali pa ljudi, ki so zboleli in so se sfajtali z rakom in preživeli, ali pa ljudi, ki so mame samohranilke, ko so mogle z 2-3 službami preživeti svojo družino. In takšne zgodbe sem gotovil, da imamo ljudje znotraj sebe eno moč, da imamo ljudje znotraj sebe en potencial, ki ga lahko damo ven, če smo na pravilen način vodeni k njemu. Če smo na pravilen način usmerjeni, v katero smer gledati, raziskovati, kaj poslušati, katere informacije od 5 milijonov informacij, ki so trenutno na voljo, so resnične za nas, katere informacije rezonirajo z mano, sem gotovil, da lahko vsak človek to naredi. Da je vsak človek znotraj sebe, ali bo, zdaj bom rekel tako, ameriško, ali bo brezdomc, ali bo pa milijonar, da je njegova odločitev. Doskrat, potem, ko sem začel meditirati, sem ugotovil, da imamo ljudje neke karmične zapise, da imamo neke vnaprej določene dušne smernice v življenju. In zdaj, če imaš ti karmični zapis, da si uspešen v življenju, boš, če ga pa nimaš, potem pa ne boš. To ni res. Ljudje sami ustvarjamo karmo. Ljudje sami s trenutnim načinom razmišljanja, s trenutnimi odločitvami, ki jih delamo, ustvarjamo karmo. Dejstvo je, da lahko se zdajle, ko bo konc meditacije, slečem in grem enak po Celovški laufat. Dejstvo je, da lahko to posledica moje odločitve. Dejstvo pa je, da ko bo konc tega današnjega večera, da legem domov in začnem novo knjigo pisati. Ampak v obeh primerih bom jaz določil, kaj se bo zgodilo z mojo prihodnostjo jutri. Ne glede na to, kaj moram predelati čustveno in kakšne čustvene zapise iz preteklosti imam. Pa sem prišel do zaključka, da na tem svetu ni boljš, ni slabš, ni prav, ni narobe, ampak je tisto, kar se boš ti zase odločil. Samo to šteje. Kaj je tisto, kar boš ti zase sprejel? In dejstvo je, da vsi v tej dvorani, v tej sobi ste dovolj inteligentni in sposobni, da ste sposobni zase sprejeti odločitve, ki so najboljše za vas. Ne pravim, da je najboljša odločitev za vas moj tečaj, da ne boste narobe razumeli. Pravim pa, da imate vsi okoli sebe na tisoče in tisoče možnosti in vaša naloga je, da jih pač prepoznate. In na tisoče in tisoče ljudi in vaša naloga je, da ugotovite, kateri so tisti, ki so vredni, da grejo z vami naprej in kateri so tisti, ki so vredni, da ostanejo za vami in da jih pustite v svoji preteklosti. In ko gre človek enkrat čez ta proces, ko gre človek enkrat čez to masažo, življenjsko jaz temu rečem, takrat se mu začnejo dogajati pravljice. Takrat se mu začnejo dogajati rezultati. Ko začne človek enkrat v življenju delovati, ko začne enkrat človek v življenju poslušati svoj notranji jaz, kaj mu veleva in ne toliko, kaj so mu govorili starši, da mora početi in kaj sliša na televiziji, da bi bilo dobro, da dela, ampak ko posluša sebe, takrat se začnejo dogajati eni premiki v življenju, ki človeka naredijo srečnega, ki človeku osmislijo obstoj. A ni najbolj pomembno to, da ima tvoj obstoj smisel? Da ti razumeš, kaj je smisel tega, kar počneš, kaj je smisel tega, kar si želiš početi, kaj je smisel tvojega obstoja. Veste, koliko ljudi jaz vidim
in jih pogledam v oči in vidim, da ne vejo, kdo so in da ne vejo, zakaj živijo. Tako inkarnacijo je zelo težko živeti. Zelo težko. In veste, kje sem videl jaz mnogo teh oči pri ljudeh, ki so v življenju na nek način prepustili odločitve zase drugim ljudem. Preveč ljudi v današnjem svetu je takšnih, ki odločitve zase in za svoje življenje prepuščajo drugim. Nekateri drugi so to njihovi partnerji, včasih so to njihovi šefi, včasih so pa to kar XY ljudje. Ampak mi nismo prišli v inkarnacijo zato, da bomo drugim ljudem puščali odločitve za nas. Mi smo se rodili zato, da bomo mi svoje odločitve sprejemali in prevzeli tudi odgovornost, ki bo nastala kot posledica teh odločitev. In ugotovil sem, da mnogi ljudje v življenju imajo napačen način razmišljanja, ko se gre za biznis, ko se gre za ustvarjanje bogatstva, ne govorim samo materialnega bogatstva, ampak bogatstva odnosov, bogatstva zdravja, bogatstva čustev, intelektualnega bogatstva, vsem bogatstvom, cel koncept bogatstva. Da ljudje ne razumejo v resnici, kako se to ustvarja. Ker dejstvo je, da če greš ven med ljudi, ugotoviš, da jih je večina zgubljenih. Da samo en majhen odstotek ljudi na svetu dejansko ve, kaj hoče, in ta odstotek majhen tudi na svetu upravlja celoten svet. Tako da tista piramida, veste, ko nam jo pravijo, kažejo na televiziji, da ima en majhen procent ljudi na svetu en kup bogatstva v rokah in da večina ljudi dela za ta majhen odstotek, je resnična. Ampak ne zaradi tega, ker bi bilo tako že vnaprej določeno, ampak zaradi tega, ker so se ti ljudje, ko so v spodih, ta večinski delež odločili, da bo tako. Jaz sem eden izmed teh, ki ne bom nikoli popustil pod pritiskom, da človek ne more v življenju ustvariti stvari, tistih, ki si jih želi. Nikoli. Preveč sem videl zgodb ljudi, ki so imeli poln kufer svoje službe in so se nekega dne odločili, da bodo štartali biznis in uspeli. Preveč ljudi sem videl, ki so videli, da jim življenje, ki ga živijo, ni všeč, popakali kufre, prijeli svojega partnerja za roko, šli na drug konec sveta in štartali novo zgodbo čez noč. Je mogoče, ampak je treba narediti pa način razmišljanja malo drugačen, kot je pa povprečen kolektivni način razmišljanja v naši državi in najverjetneje po vseh državah po svetu. Ugotovil sem, da je duša v svojem obstoju, v svojem smislu podjetnica. Duša ni neka energija, ki bi dovolila drugi zunanji energiji, da se odloča za njo. Duša se vedno odloča sama zase. Duša vedno ve, kaj želi, duša vedno ve, kaj je njen namen in duša vedno ve, kako najti sredstva za uresničitev tega namena. In vsi imamo dušo. Ne boste verjeli, včasih srečaš kakšnega brezsrčneža in imaš občutek, da nima, ampak tudi on jo ima. In vsak človek lahko zaradi te dušne kode, ki jo ima v sebi, gre v katerokoli smer. Samo mora pa začeti na prav način razmišljati. Večina ljudi ne razmišlja na prav način, zato se prostovoljno vklopijo v okolja in v odnose, kjer postanejo sužnji, kjer postanejo orodja v rokah drugih ljudi, kjer postanejo sekundarna bitja, ki imajo drugotno mnenje, katerega nihče ne upošteva. Veliko ljudi v službah v Sloveniji je takšnih. Če boste šli pogledati malo v proizvodna podjetja, v informacijska podjetja, v javna podjetja, v zasebna podjetja, boste našli veliko takih ljudi, ki so živčni, da so tam. Boste našli veliko takih ljudi, ki so živčni, da delajo na tistem delovnem mestu, ampak ne vidijo drugega načina, kaj s svojim življenjem narediti. In tukaj vam bi rad povedal, in to je ena izmed stvari, ko bom na tečaju učil, zakaj je to tako? Zakaj imaš odraslega človeka, ki je pameten, ki ima internet, dostop do interneta, ki je polnoleten in nima kartoteke in lahko odpre podjetje v katerikoli državi in lahko se s čimarkoli ukvarja, zakaj se tak človek odloči, da bo prostovoljno 40 let preživel v okolju, kjer je degradiran ali pa kjer je nesrečen? In sem gotovil, da ima mnogo ljudi na planetu Zemlja naroben način razmišljanja, obraten način razmišljanja od tistega, katerega podpira vesolje. Moramo razumeti, da vse energije, s katerimi mi ustvarjamo v življenju, vse akcije, vse nagrade, ki jih prejmemo, dobimo mi od vesolja. Nam v resnici nič ne pripada. Mi tukaj samo oblikujemo glino,
ki pa pripada vesolju. In kaj bomo s te gline naredili, je naša stvar. In koliko gline bomo dobili, toliko bomo naročili vesolju. Koliko možnosti bomo v tem svetu izkoristili, toliko jo bomo prepoznali. Ampak v resnici nič nam na planetu Zemlja ne pripada. Mi smo samo tukaj zato, da stvari usmerjamo, uporabljamo, spreminjamo in ko je naš čas konec, potem mi gremo v svoj dušni dom. Da ne bom zdaj preveč v drug tečaj šel. Ampak ljudje ne razumejo, kako za svojo energijo delovati. Glejte, kako razmišlja večina ljudi. Večina ljudi razmišlja, najprej hočem v svoje življenje prejeti income energije. To se pravi, jaz sem tukaj, carica nasploh, zato ker sem se rodila, in zdaj jaz imam želje, jaz imam potrebe, jaz imam tisto, kar v življenju potrebujem, in zdaj večina ljudi zahteva od vesolja, da jim vesolje nekaj da najprej v prvi fazi. Večina ljudi zahteva v svojem življenju najprej income energije. Energijo, ki pride v njihovo življenje. Če boste šli pogledati način razmišljanja ljudi, mnogih ljudi, ki iščejo na primer službo, zelo redko imaš ti človeka, ki razmišlja, kaj bo ta človek doprinesel tej službi, kaj bom lahko pomagal, da se bo ta firma, v kateri sem začel delati, razvila naprej. Ne, večina ljudi ima kaj v glavi najprej. Koliko je plača? Plača je v redu. A so kakšne dodatne bonitete? A imam 13. plačo? A imam regres? Ok, a imam plačano malco? Ja, imam. A dobim potne stroške povrnjene? Koliko dobim pa letnega dopusta? A imamo kak bonus? A imam možnost za napredovanje? To ljudje imajo najprej v glavi, ne? Morate biti zelo iskreni. Ljudje imamo najprej to v glavi, v večini primerov, ko iščejo službo. Kako za vraga? Vem, da se to snema, ampak kako za vraga naj človek dobi income v življenje, če ne da ničesar najprej. Vesolje vedno operira z energijo, katero mi damo. Ko mi damo energijo, šele potem lahko vesolje vrne nam energijo v taki obliki, kot jo rabimo nazaj. To se pravi, da način razmišljanja ni pravi ta, da jaz najprej zahtevam zase in potem dam, ko imam. Ker večina ljudi reče kaj? Večina ljudi reče, ko bom jaz sam imel, potem bom jaz tebi dal. Se strinjate? Ali pa ko bom jaz najprej zase poskrbel, potem bom jaz dal drugim. Ali pa ko bom jaz tja prišel, potem ti bom jaz povedal, kako je tam. Vse lepo in prav. Ta način razmišljanja pa ne funkcionira, ko se gre za podjetniški način razmišljanja in manifestacijo. Ko govorim o manifestaciji in o biznisu, ko govorim o biznisu in podjetništvu, govorim o velikem ustvarjanju. Veliko kreiranje, to je biznis. Biznis ni nič druga na zemlji, podjetništvo ni nič druga na zemlji, ko ustvarjanje na velik masovni način. Zato eno podjetje ustvarjajo na majhen način, eno na malo večji in multinacionalke na svetovni globalni ravni ustvarjajo. Gre se samo za manifestacijo. In če ti razmišljaš na način, na katerega razmišlja tisti človek, ko gre na razgovor in najprej razmišlja, kakšna bo njegova plača, potem ne moreš pričakovati, da te bo vesolje uslišalo. Zaradi tega, ker nisi dal ničesar vesolju, ti vesolje ne more vrniti. Ko pa ti obrneš način razmišljanja, tako kot ga imajo uspešni podjetniki, če boste gledali ljudi, ki so uspešne kariere zgradili, ali pa navsezadnje tudi kariere v službah, kjer so pač dobra delovna okolja, ali pa ljudje, ki so ustvarili tisto, kar si želijo, pa točno vejo, da ti moraš najprej poskrbeti za outcome energije, da mora najprej energija iti od tebe in šele potem v drugi fazi pride nazaj tisto, kar ti zahtevaš oziroma potrebuješ zase. Večina ljudi se ne loti biznisa, podjetništva ali pa ne gre na lastno pot uresničevanja, katero je v večini primerov najlažje uresničiti preko podjetništva, zaradi tega, ker ne razmišlja na tak način. Zato mnogi ljudje, ki so ujeti v službah, ki jih ne marajo, rečejo, ne bom se lotil biznisa zaradi tega, ker je tvegano, pa veš, koliko podjetnikov propade, pa nikoli ne veš, kaj se na trgu zgodi, pa nikoli ne veš, kje pa naj denar dobim, kako pa naj zaštartam firmo, saj nimam ničesar, kako pa naj začnem, saj nimam znanja, saj nimam denarja. Ja, in potem ljudje ne začnejo. Zakaj? Zaradi tega, ker vnaprej pričakujejo, da je vesolje njim dolžno nekaj zagotoviti.
kruta realnost na planetu Zemlja je, da vam nihče na tem svetu ni nič dolžen. Vključno z vami, z vašimi vodniki in naravo. To, da mi dobivamo kisik od narave, to, da mi dobivamo jagode in paradajz od narave, to, da mi dobimo službo, je samo dobra volja narave. Je samo dobra volja. Je samo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki ste jih sklenili z njo pred inkarnacijo. Drugače pa nihče na tem svetu ni vam nič dolžen. Tako da vam nihče ne rabi zagotoviti, da boste vi, morate biti srečni in spopolnjeni, potem pa boste začeli štartati svojo pot. Mi moramo sami to zagotoviti. Zato so pa podjetniki toliko znajdljivi. Ste že opazili? Poznate kakšne podjetnike, ki kreirajo tisto, kar si želijo sami v življenju kreirati? Znajdljivi so. Razmišljajo na 1001 način, iščejo nove poti, uporabljajo vzvode, iščejo informacije povsod. Delovnik ni od 8 do 4, ampak je pač po potrebi. To, če se treba, se pač dela čez vikend, zvečer, se dela ob nedeljo, se dela čez praznik, se dela na morju, se dela na smučanju. Če pa je firma močna, pa če je biznis uspešen, potem pa tudi taki ljudje čas grejo za cel mesec na dopust, pa nič ne delajo. Ali pa za celo leto se upokojijo, pa nič ne delajo, če so pametno zgradili posel. A razumete, kateri je tisti ključni način razmišljanja? Večina ljudi še enkrat razmišlja, najprej hočem income energija zase in potem bom vrnila energijo outcome svetu. Podjetniki pa razmišljajo, najprej bom naredil outcome svetu in dal vesolju svojo vizijo, svoj talent, svoje delo, svojo predanost, svojo energijo, svoje razmišljanje, svojo požrtvovalnost, svoj fokus, svojo komunikacijo, svoj čas in potem bom prejel income nagrade, ki si ga želim. Razumete razliko? To smo videli zdaj z Neilom. Neil Donald Walsh je ena izmed zgodb, podjetniških zgodb, ki so prišle na najno pot zaradi tega, ker smo s Kristi to poštekala. Neil Donald Walsh je eden izmed najbolj znanih duhovnih učiteljev na svetu. On je napisal ne vem koliko knjig, te knjige so prevedene v vse svetovne jezike, 30 let že potuje po celem svetu in dela seminarje, ki prebujajo. Film so po njemu poznali, pri Oprah je bil, pri Larry Kingu je bil, po vseh televizijah po svetu je bil in je eden izmed ljudi, ki je najbolj zaželen, da se učiš od njega. In noro težko je tega človeka organizirati, zaradi tega, ker moraš biti že v štartu dovolj velik producer, že v štartu dovolj velik organizator, da lahko sploh organiziraš njega. Rabiš referenco, ne moreš kar poklicati. Ej Neil, a bi ti prišel v Slovenijo, bomo malo seminar naredili, veš, bom 4 sosede pa poklical, pa 2 prijatelja, pa boš malo povedal o Bogu, a prav, ne? Ne moreš kar to narediti. Rabiš biti odgovoren, rabiš razumeti, kako tak projekt speljati. In mi imamo Neila Donalda Walsha 19. januarja na gospodarskem razstavišču v Ljubljani in 1400 ljudi bo. Zakaj danes govorimo o Neilu? Ker ima Neil danes resen dan. Teda, če boste šli pogledati na naš Facebook profil Potovanje duše, boste gor videli video, ki ga je Neil posnel za Slovenijo. Objavljen je bil 20 minut nazaj, tako ga še niste mogli videti, ker ste bili že tukaj. Tako da, pogledajte si ta video, kaj je Neil povedal za nas, za Slovenijo. Prvi video, ki ga je posnel zato, ker pride v Slovenijo. Ampak kaj sem hotel povedati s tem seminarjem? Vsi ljudje bojo videli 1400 ljudi na seminarju. To bo eden največjih duhovnih dogodkov v Sloveniji. Pride človek, ki si ga cel svet želi, ampak ne bo prišel po celem svetu, ampak prija samo nam. In z nami bo začel zaključovati svojo življenjsko turnejo. Mi smo zadnji in edini dvodnevni seminar v Evropi in po tem seminarju ne bo več potoval v Evropo. Tako da smo s Kristi še tukaj počeščena, da smo se uspela zmeniti z njim. Ampak zakaj govorimo o njemu? Zaradi tega, ker da smo speljali ta seminar in da ga zdaj peljemo in da se bo ta seminar zgodil, smo mogla s Kristi pozabiti na income, to se pravi tisto, kar bomo dobila od tega seminarja, tisto, kar bomo mi dobila kot izkušnjo, kot nagrado in se fokusirati na outcome. Mi da s Kristi, odkar smo se zmenili z Neilom, dajemo, vlagamo, gradimo in širimo zato, da se bo ta seminar zgodil. En kup stvari je bilo treba narediti, preden bomo sploh kadarkoli nazaj karkoli dobila. In mi da moramo biti sposobni razumeti, da se tak seminar, kot bo v Marmorni dvorani januarja, nikoli ne bo speljal, če ne bomo razmišljala kot podjetnika. Če ne bomo razmišljala na ta način, na katerega zdaj govorim. Veste, kaj pa to pomeni za svet?
To pa za svet pomeni, da se ne bo zgodil eden izmed najbolj ključnih seminarjev, ki jih lahko človek v življenju sliši. Če ne bomo razumela tega načina razmišljanja, o tem seminarju bojo govorile vse televizije, tudi po tujini. Ampak seminar se bo zgodil tukaj, zaradi tega, ker razumemo, kaj pomeni outcome, kaj pomeni, da zastaviš svoj čas, svoje ime, svoj denar v nekaj, kar verjamemo, da se bo speljalo tako, kot je treba, zato da bomo potem dobila tisto energijo, tisto poslanstvo in tisto namen, zaradi česar smo se sploh lotili organizacije seminarja. In to je tisto, kar v življenju gradi resničnost. Takšen način življenja. Nikoli ne bom pozabil, ko smo s Kristi začela, smo bila čist brok, takrat smo se suli biznis, ko smo ga imela, skregala smo še, šla smo skupaj živeti samo zaradi tega, da smo lažje vsak svojo resničnost shendlala, sploh nismo bila zaljubljena. In Krista je bila v norem žalovanju in ona je šla, oziroma jaz sem šel na banko takrat in sem vzel limit, zato da sem njej plačal eno izobraževanje, kjer se lahko ona žalovanja sestavlja, kjer je lahko ona šla iz krize ven, kjer je lahko ona začela sploh delati na sebi. Nula smo imela, tako nič. To je bilo tako, da nam je na koncu 150 € ostalo čez mesec in smo mogla razmišljati, kaj za vraga bomo s tem naredila. Plus da jema s tem. Razumete? In ni bilo zabavno. In pa, ko gledam druge ljudi, kako hočejo ziharaštvo v življenju, kako hočejo varovalko, da se bo speljal za njih vnaprej, ko bom pa videl, da se bo speljal, bom pa dal, me srce boli. Zaradi tega, ker vidim toliko pametnih ljudi, toliko ljudi, ki imajo potencial, posluh za milijon stvari in se ne lotijo uresničevanja te stvari, zaradi tega, ker razmišljajo najprej income, pa outcome. Če boste danes karkoli odnesli tega večera, je to, da razmišljate najprej outcome in potem income. In ljudje imamo preveč kolektivno takšnih vzorcev v glavi. In tečaj poslovna šola v duhovni dobi bo delo to. Pogledali bomo, kakšni so incomi in jih spremenili v outcome na vseh ključnih področjih biznisa, razmišljanja, čustvovanja, ki so potrebni za posel in spremenili način razmišljanja. Kaj je tisto pri komunikaciji? Kaj je tisto pri karizmi? A ste vedeli, da imamo ljudje karizmo? A ste vedeli, da ima vsak človek kodo karizme znotraj sebe, ki jo mora samo odklenati in ko človek odklene, najde karizmatični način delovanja v sebi in njegova prva naloga kaj? Da ga da ven drugim ljudem. To se pravi, da naredi outcome. Ko človek da svojo karizmo ven, šele takrat pride odziv na njegovo karizmo nazaj v obliki česarkoli pa že rabi v življenju. Isto je kot pri komunikaciji. Sem enega prijatelja iz Celja, ki je zelo vredo fant, ampak on vedno gleda punce. Vedno pričakuje, da bo punca prišla k njemu. To se pravi, pričakuje income v življenju. Ampak vsi fantje, vse punce, veste, da če ti najprej v partnerstvu ne narediš outcoma, bodo ljudje sploh težko vedeli, da obstajate. In ta prijatelj si želi imeti partnerske zveze in si želi biti srečen, ampak nikoli ne naredi outcoma. Nikoli ni on tisti, ki prvi pristopi, nikoli ni on tisti, ki prvi da. Zaradi tega, ker ga je strah, da bo zavrnjen. Zaradi tega, ker ga je strah, da bo izpadel kreten. In potem nikoli ne tvega. In živi v varni coni, varnosti, tako da pričakuje, da bojo drugih prišli k njemu, ampak nikoli nihče ne prije k njemu. Zdaj si pa predstavljite, da ljudje zamenjamo ta način razmišljanja in da začnemo vsi delovati na tak način, da najprej damo. Se potem zvečer ne veš več, kaj bi vzel. Si predstavljaš, da prideš v družbo in ti 10 ljudi hoče nekaj dati. Kar polna soba dajene, kar naenkrat. Potem bi si imel vse. Če bi vsak človek dal tisto, kar lahko da, ali svoje talente, ali svoje razmišljanje, ali svoje rešitve, ali svoje ideje, ki jih ima, ali svojo energijo, čas, v tisto, kar verjame, potem bi ta svet bil preskrbljen. Tako pa ta svet ima problem glede eksistence in glede ravnovesja, zaradi tega, ker ljudje nočejo dati. Ljudje nočejo dati. Poglejte si kdaj kak video na YouTubeu, kjer delajo socialne poskuse, ponovadi so ti videi iz Amerike, kjer se nekdo, ki je pač v redu oblečen, postavi na ulico in prosi za denar druge ljudi. Prosi za to, da ljudje dajo.
ponovadi ne uspe nabrati veliko. To zaradi tega, ker so ljudje tako naravnani. Vedno ljudje pogostokrat iščejo, kaj lahko dobijo od življenja, kaj bo tukaj zame, kaj je tukaj za mene, kaj je tisto, kar lahko jaz naredim, dobim, kdo bo za mene poskrbel. Zelo malo ljudi je pa tistih, ki da. Zelo malo ljudi je pa tistih, ki najprej da. Ampak veste, kdo so tisti, ki najprej dajo? Tisti, ki imajo uspešne inkarnacije. Tisti, ki imajo uspešen biznis. Tisti, ki imajo uspešen življenje. Da boste rekli, jaz poznam pa enega, veš, ko je lopov, ko krade, tajkun. In on nič ne da, on sam jemlje. Vedno gledajte celoto človeka. Mogoče ima res kdo, ki na prvi pogled samo jemlje na banki veliko denarja, boste pa videli, da ima razbite odnose in mu je vesolje odvzelo na odnosih. In mu je vesolje odvzelo na fizičnem zdravju. In mu je vesolje odvzelo na dušnem miru. Nikoli ne gledajte samo enega področja življenja. Vedno gledajte celoto. Kaj je Instagram? Večina slik na Instagramu. Nekdo vam kaže samo eno področje življenja, ne? Zato ker malo zafrustriran, če gledaš Instagram, ne? Vsi so srečni, vsi so na morju, vsi jejo lososa na žaru, vsi se ljubčkajo, vsi so lepi, obdelani, ne? Ker malo ti je slabo, če gledaš Instagram, ker malo slabo gleda sebe počutiš, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je Instagram samo eno izmed področji. Začnite gledati celoten aspekt ljudi in potem boste videli, da ravnovesje, ki ga vesolje vzpostavlja preko incoma in outcoma, nikoli ne zgreši. Ljudje, ki živijo tako, da razumejo, da imajo darove in talente in da je namen tega, da ti nekaj poseduješ, to se pravi način razmišljanja, pamet, srčnost, darove in talente, da jih deliš z drugimi ljudmi, so ljudje, ki so srečni v življenju. To je bilo meni kot ego to zelo težko razumeti. Zakaj moram jaz komukoli kar dati? Naj si sami zrihtajo. Moja kozmična odgovornost je, da jaz dam. Jaz nisem prišel na planet Zemlja zase. Sem prišel zase, ampak sem pozabil, da med tem, ko živim zase, sem vklopljen v življenje tisočih in tisočih ljudi. In da ti ljudje morajo imeti neko korist od mene, da ti ljudje morajo imeti neko pomoč, vzvod od mene. In zdaj, če jaz ničesar ne dam, potem sem parazit v tej družbi. Kakšna beseda, a? Parazit v družbi. Veliko ljudi je parazitov v družbi, ker samo jemljajo, samo zahtevajo income. Nič pa ne dajo. Nazaj. To je razlog, zakaj narava je iztrošena. Narava danes je iztrošena zaradi tega, ker so ljudje preveč incoma zahtevali. Ni fair. Ni fair, ne od drugih ljudi, ne od narave, da zahtevaš income, če ni prej outcoma. In to je razlog, zakaj se odnosi porušijo, in to je razlog, zakaj se finance ljudem porušijo, in to je razlog, zakaj se zdravje ljudem poruši. Eni ljudje, na primer, jejo celo življenje slabo hrano. To se pravi, zahtevajo srečo ob čokoladi in zahtevajo srečo ob krofih in mastnem mesu in ne vem čem. Nič pa nočejo dati svojemu telesu vnaprej, da naredijo outcoma, ne potrudijo se v telovadnici na svežem zraku, za svežo vodo, da bi outcome najprej naredili, da bi potem lahko uživali. Če boste tak način razmišljanja ustvarili v svojem življenju, da boste najprej outcome naredili in potem zahtevali income, vam bo vse, kar si želite v življenju, padlo v inkarnacijo. Nikoli v življenju do zdaj nisem bil toliko srečen in toliko miren glede tega, kako življenje funkcionira, kot sem zdaj. Zaradi tega, ker nikoli v življenju nisem toliko močno razumel tega zakona, kot ga razumem zdaj. Karkoli se s Kristi odločimo narediti, se uresniči. Karkoli. Katerakoli knjiga, katerakoli biznis priložnost, katerakoli investicija, katerikoli dogovor naredimo, se uresniči. Zaradi tega, ker dajemo. Ko je prišel k nama, prvič v atelje, je bil malo zmeden. Sicer midva nismo se takoj zaštekala, ker jaz sem bil sumljiv, veš, kot to, kar en tip tukaj zdaj hodi, ne? Hecam se. Ampak Kristi ga pa takoj videla in je videla potencial v njemu. In mu je dajala. In naj je bil na začetku, ker je prihajal iz okolja, ker so vsi mu samo jemali, zmeden. Zaradi tega, ker ni vedel, da so na svetu ljudje, ki ti dajejo energijo. In potem, ko je se sestavil, je začel nazaj dajati več, kot pa lahko kadarkoli pričakujemo od prijatelja, da lahko da nazaj. Razumete? In ljudje nikoli zaradi
napačnega načina delovanja ne zgradijo velikih življenj. Zakaj se partnerji ločimo med seboj? Moramo biti zelo iskreni. Lej, če si se ti enkrat zaljubil, Če si se ti enkrat zaljubil in je enkrat bil tisti zing, kot bi rekli v hotelu Transilvanija, če si ti enkrat začutil človeka in videl v njemu neko notranjo energijo, potem je zelo velika možnost, da lahko vedno prebudiš, da lahko vedno to energijo najdeš. Ne, se včasih kakšni ljudje res niso za skupaj, je ločitev res najboljša stvar, ampak v mnogih primerih pa ne. V mnogih primerih se ljudje ločijo zaradi tega, ker so samo jemali drugemu, ker niso dali. Jaz sem bil včasih tak, jaz sem hotel samo jemati Kristi na začetku ne veze. In sem imela ful velike probleme. Pa sem začel gledati, okay, kaj je tisto, kar ona rabi, in sem začel najprej dati, brez pričakovanja, pa sem kot videl, dobim nazaj tisto, kar rabim. In jaz ne dajem dan zaradi tega, ker bi študiral, da bom dobil pol nazaj, ampak zaradi tega, ker vem, da je moja naloga. Knjiga Heroj, ko je bila napisana decembra izdana, sem jo jaz dal svetu. Noč informacije sem jih dal svetu. In da se knjiga je šla, sem jo jaz financiral sam, ker je sama založbi izdana. In sem plačal vse stroške in vse stvari brez garancije, da bo komorkoli všeč. Brez garancije, da jo bo ljudje brali in brez garancije, da bo brana in da bo knjižnice posojale in da bo knjigarne posojale. In je bilo vse na riziko narejen. Vseh najnih 9 knjig je bilo na tak način napisanih. Ampak potem sem pa začel dobivati. Veš, sem prebrala tvojo knjigo in jo mojemu poturila na nočno marco. Ful se je spremenil. Najprej je bil ful jezen na tebe, zdaj pa ful boljš. Razumete? Vse se dela na tak način. In če bi midva hotela od Nila že vnaprej nekaj odvzeti, Nil ne bi prišel. Zaradi tega, ker vesolje ne deluje na ta način. In poslovna priložnost v življenje ne pride, če hočeš v štartu že nekaj od nje. In ljudje, od katerih hočemo nekaj vnaprej, grejo še preden jim lahko karkoli odvzamemo. Zaradi tega bodimo ljudje, ki dajemo, ki naredimo najprej outcome. Outcome, income. Najverjetneje boste ponovno spali in se srednjo čez bili outcome. Zato hočem vam zasidrati v glavo te dve informacije, da ko boste jutri šli ven in boste prvič v situaciji, ker boste mogli energijo dati ali pa prijeti, da boste razmišljali o tem. Ker potem se bojo stvari zgodile. Vam povem še en primer. Psi, Psi so taka ful popularna stvar. Veliko ljudi hoče imeti. Ampak veliko ljudi hoče imeti samo pse, ki jim nekaj dajejo. Ste to opazili? Če imaš ti psa, ki upošteva tvoja hišna, kučna, družinska pravila, in če imaš ti psa, ki ustreza tvojim standardom in tvoje potrebi, potem ga ljudje imajo. Če pa imaš ti kar enkrat psa, ki ne ustreza tem okvirjem, ga bo ljudje več noče imeti. Zavetišča, ki jih vidite po Sloveniji, noter je en kup psov, ki so jih vrnili dal tja ljudje, ki so navajeni, da najprej dobijo od živega bitja in šele potem dajo. Ko smo mi dobila Leksi, smo mogla 1 leto pa pol dajati. Posvojila smo najbolj smrdečega, bolnega, prestrašenega, straumatiziranega psa, kar jih je bilo v zavetišču. In ko sem mi dva dobila prvič videla, sem jaz rekel, to bomo dali mi v avto, noter in Kristi, ne vidiš, kako učka ima? Ne vidiš ti vse ostalo? In pol mi, da pripeljamo tega psa domov, več kot 3000 evrov smo mogli vložiti v 2 letih v njo. Veterinarskih stroškov, operacij, infuzij, prilagojene prehrane, operacij zob, ne vem kakšnih stvari, ne vem koliko noči smo prebedela za to, da se je rešila travm. Pol leta se sploh nisem smela dotakniti na hrbtu, ker je lajala na drugega vsakega mama in smo mogla dajati in dajati in dajati in dajati in dajati in dajati in dajati. In ljudje so rekli, ena tam, ko bili s nami živi, mi je rekla, saj ta pes ne bo preživel, ne se matrat. Bom ti se namatrat, se si tudi stara, mislim. A veš, če obrneš situacijo, je zelo drugače. In smo pri Leksi dajala in nikoli nismo nič zahtevala od nje. Nikoli nismo zahtevala, da bo jo lizala po nogah, nikoli nismo zahtevala, da bomo jo cartala, ampak smo samo rekla, dala ti bomo zato, ker ti lahko. Ker imamo možnost, ker imamo poštimano življenje in ti lahko pomagamo rešiti življenje. Veste, kakšna je Leksi danes? Ljudje naj jo prosijo, če lahko jim dama, prodama, dobivamo finančne ponudbe za njo. Zaradi tega, ker ko ti priješ domov, Leksi skače, se carta pri tebi, se ti stisne, ti poje, tuli z mano, mi dva skupaj tulima, veš, se pogovarjamo.
in je najbolj carski pes, poleg Tare in Aske, seveda, ne. In ja, David in Andrejka in vsi vaši psi in Mary, poleg vaših psov na svetu. Zaradi tega, ker smo dala, če pa mi dva ne bi imela tega načina življenja, bi bila pa Leksi na božični dan eutanizirana. To je bil pa njen verjetnostni zapis takrat. Razumete? Leksi je danes najbolj fajni pes na svetu, zaradi tega, ker smo najprej outcome naredila. Če bi zahtevala income in bi hotela psa, ki paše na najin kavč in ne smrdi preveč in sam je in ne lula noter, na začetku Leksi se parkrat polulala not, ker ni bila navajena, potem definitivno Leksi ne bi bila izbor. Zdaj pa gledajte, koliko priložnosti odnosov, prijateljstv in biznisov, če smo že bili na poslovni šoli, je v vašem življenju, ki se ne zgodijo zaradi tega, ker ljudje čakate varnost. Zdaj sem razmišljal, ful več energije je treba investirati, da si 8 ur na dan v službi, ki je namaraš, ko pa da si na svojem in zagotoviš tisti posel, da tvoje podjetje preživi. Veliko več energije ti porabiš zato, da trpiš v nekem okolju, ki ti ni všeč, ko bi pa jo v resnici porabil, če bi štartal nekaj, kar ti je všeč. To, da podjetja propadajo, to je samo zaradi tega, ker ti podjetniki, ki propadajo, razmišljajo na takšen način. Najprej hočem od družbe, od sveta, potem bom pa dal. Podjetniki, ki razmišljajo na outcome, income, nikoli ne propadajo. Tudi če pride gospodarska kriza, pa spremenijo način delovanja in grejo naprej za spremembo. Poznam veliko podjetnikov, ki so uspešni, poznam veliko podjetnikov, ki niso več uspešni, ker so zaprli. In vsi imajo isti vzorec. In tudi jaz sem gotovil pri sebi, ko sem moje življenje sesuval, se je začel sesuvati takrat, ko sem ignoriral outcome svoj. Ko sem se zaprl in nisem hotel dajati. In poslovna šola je šola, ki bo pomagala v 4 mesecih, 4 stopnjah predelati income v outcome. In na poslovni šoli bomo gradili podjetniški DNK. Podjetniški DNK ima vsak. Sam nima večino ljudi aktiviranega, pod narekovaj, nima večino ljudi zbojenega. Če boste zdaj šli vprašati ljudi, kaj si želijo v resnici od svojega življenja, ne od tega, kar sem drugi rekel, da je mogoče, ampak kar si v resnici želijo, in jih boste pripeljali do točke iskrenosti, boste ugotovili, da vsak človek znotraj sebe želi imeti spoštovanje, želi imeti svobodo, želi biti slišan, želi ustvariti tisto, za kar se je rodil, in želi nagrade, katere potrebuje oziroma si jih želi. Z drugimi besedami govorimo o podjetništvu. To, da imamo ljudje iz razoslovja biti zaposlen, biti podjetnik, je samo zemeljska fraza. Če si ti zaposlen, ki daš podjetju doprinos in je podjetje zaradi tebe boljše in razmišljaš, katere so nove smeri, novi načini, nove optimizacije v firmi, a vi res mislite, da boste izgubili službo? Jaz sem bil nekaj časa direktor enega veletrgovskega podjetja, še preden sem se začel s coachingom ukvarjati. In sem delal v poslovnem krogu in sem poznal druge direktorje in sem poznal druge lastnike klasičnih biznisov. Nikoli še nisem spoznal pametnega podjetnika, ali lastnika posla, ali pa direktorja, ki bi odpustil zaposlenega, ki daje outcome podjetju. Nikoli. Sem pa videl en kup ljudi, ki so bili odpuščeni zaradi tega, ker so zahtevali income. Valjda, da se ti stemni pred očmi, če pride nekdo v tvojo firmo, po enem tednu vpraša, kdaj bo plačo dobil večjo. Kaj si naredil? Kaj si razvil? Kaj si dal sebe noter? Kako je firma zrasla zaradi tega, ker si v to poslovno okolje prišel? Kje so tvoje ideje? Kaj si delil? Vedno sem pa videl, kako so ljudje napredovali, če so dali outcome v firmo. Tako da moramo biti zelo iskreni. Veliko jamranja, ki je prisotnega v naši slovenski družbi, v resnici nima pravih upravičenih temeljev. Nima. Morate res pogledati na tak način. Morate pogledati celotno sliko in potem boste videli, da ljudje, ki se pritožujejo, se v resnici pritožujejo zaradi tega, ker oni ne štekajo, kako energija v vesolju delujejo. In hotel sem narediti tečaj, poslovna šola v duhovni dobi, zaradi tega, ker strategije podjetništva, računovodske, pravne strategije, načine razmišljanja, to vas lahko naučijo računovodje, lahko vas naučijo odvetniki, lahko vas naučijo marketinški svetovalci, ne bomo tega delali na tečaju. Enkrat me je
Ti si mi poslala mail, ne? Ja, a se bomo učili, ne? Računovodstvo pa te. Zdaj, Alenka, se že dolgo poznama. Ampak, a veš, ne bomo se tega učili. To imate 5000 ljudi v njih, ki razumejo to področje veliko boljš kot jaz. V enih so odvetniki za gospodarsko pravo, intelektualno pravo, računovodje, knjigovodje, skladiščniki, marketinški strokovnjaki, ki vam bojo top shit povedali tehnične specialnosti biznisa. Ampak posel kot energijska manifestacija ne temelji na tehničnih specialnostih. To je samo nekje 20% biznisa. Da ti razumeš bilance, da ti razumeš pravo, da ti razumeš denarni tok, da ti razumeš marketing. 80% posla na planetu Zemlja je energijskih zakonov, katerih se kolektiv na žalost v večini primerov ne zaveda. Ko greste vi na Google, ste ugotovili, da imate gor 5 milijonov podjetij. Zakaj vi izmed 5 milijonov podjetij zberete glih tistega, ki ga rabite? A res mislite, da je to v 100% zaradi optimizacije Google Adsov in spletnega marketinga? Ne. Zaradi tega, ker imajo nekatera podjetja, ki se oglašujejo na Googlu in Facebooku in vseh ostalih načinih oglaševanja, energijsko podlago drugače postavljeno kot druga. Vi lahko date na tisoče in tisoče evrov v advertising oziroma v oglaševanje, pa ne bo vaša firma zaradi tega nič bolj močna. Če boste postavili pa energijske temelje svojega dela, svoje organizacije, potem imate pa šanso, da se posel sestavi, da se posel postavi. In ko vidite te multinacionalke, podjetja, ki so uspešna, so vedno energijski vzvodi v ozadju. Nikoli se ne gre za surovo tehnično podjetniško strategijo, ki jo učijo v šoli. Jaz sem zaradi tega faks pustil. Jaz sem hodil na ekonomijo v Maribor. Sej, ekonomija v Mariboru je dobra fakulteta in učijo dobre stvari. Ampak mene zanima, kako lastniki podjetja razmišljajo. Kaj je tisto, kar nekega človeka naredi uspešnega biznismena, drugega pa ne. In tega v šoli nažalost ne učijo. Ne učijo tega. V šoli učijo specialna tehnična znanja in pač en kup drugih znanj, ki ne vem, zakaj jih učijo. Ampak ta energijski aspekt resničnosti je pa zdaj šele začel prihajati na planet. Zaradi tega, ker se šele zdaj začela zavest tako zbujati pri ljudeh. Šele zdaj so se ljudje začeli spraševati, kaj je tisto, kar je v resnici treba narediti. Zaradi tega sem hotel s poslovno šolo te stvari dati. Kako ljudje aktiviramo podjetnika v sebi, kako ljudje odklenemo karizmo v sebi, kako ljudje naredimo energijsko komunikacijo. A ste vi vedeli, da lahko komuniciramo na dva načina? Lahko komuniciramo zemeljsko z usti in grlom in glasilkami in lahko komuniciramo energijsko z usti, grlom in glasilkami. Ampak če jaz dam energijsko kodo v svoje besede, se jaz dotaknem aure človeka, ki me posluša na popolnoma drugačen način. In potem lahko z njim naredim odnos veliko hitreje. To je razlog, zakaj nama s Kristi tako hitro zadeve ratujejo. Zaradi tega, ker delamo energijsko podlago vsega, kar delamo. Še preden se lotimo zemeljskih stvari, mi dva vedno pripravimo energijske podlage. Jaz sem vedel, da bo Misionarka karizmatične prihodnosti, je knjiga, ki je 20 izvodov, še imamo v našem ateljeju, po natis se mora narediti, razprodana skoraj. Zakaj? Zaradi tega, ker sem tisti trenutek, ko sem jo v roke prijel, vedel, da se bo to z njo zgodilo. Napisana je bila zato, da bo razprodana. Energijsko je sestavljena tako, da bo razprodana. Energijsko je sestavljena tako, da bo prišla točno tistim ljudem, ki jo rabijo. Točno tistim puncam, ki ne znajo v sebi prebuditi kraljice. Točno tistim puncam, ki so nesrečne v življenju. Ampak to sem jaz kot pisatelj z njo naredil. Jaz se nisem samo napisal, jaz sem dal v njo energijsko podlago, kodo, zaradi katere ranjena srca v Sloveniji najdejo to knjigo. Razumete? Knjige, če boste šli brati moje knjige, boste ugotovili, da so vse povsod v vseh knjigah imena, ki so izgovorljiva in v slovenščini in v angleščini. Da so noter tudi v Misionarki, imate New York, pa Boston, pa Egipt, pa druge kraje, ki jih niso Jesenice not, pa Črnomelj, pa Goričko. Zaradi tega, ker sem že v štartu dal energijsko kodo v knjigo, da hočem, da je zdana po celem svetu. Zdaj ni to malo naivno. Prvo knjigo napišeš, živ Bog ne ve, da si pisatelj, tam pišeš na nekem računalniku in ti si prepotenten, da boš knjigo prodajal po celem svetu, a ne?
kdo pa ti misliš, da si žmahar? Mislim, da sem malo pri zemlji, dečko. A pa res? Kaj pa, če me je kontaktiral najbolj znan knjižni agent za izdajo knjige na ameriško govorečem trgu in grejo zdaj moje knjige po celem svetu? Kaj pa, če se je to zgodilo 2 meseca nazaj? A razumete? In ko sem jaz videl Kurta, to je ta gospod, ki skrbi za te pogodbe, sem rekel, shit, kako dolgo sem te čakal? 3 leta. Prav, čakal sem te, vedel sem, da prideš. In on je prišel zaradi tega, ker sem jaz naredil energijski imprint v knjigo. Če ne bi napisal knjige na tak način, kot sem jo, bi ta knjiga bila ena izmed 5000 knjig v DZS-ju in mladinske knjigi in živ Bog ne bi vedel, da obstaja. Zadnji čajna punca pride na Atlantis Master. Tečaj, ki se začne v soboto. V soboto začnemo nov program Atlantis Master, tečaj modernega voditeljstva za leadership, za svetlobni leadership. In pride punca na Atlantis Master iz tujine, ena punca, ki zdaj živi v Sloveniji in tako malo kruza po svetu, in reče, jaz sem ful vesela, da sem lahko del tvojega tečaja, a ti lahko prosim knjigo prevedem v srbščino? Kaj? Ja, knjigo bi ti rada prevedla v srbščino, to bi ti rada podarila. Prav silijo me, da se bo knjiga izdala druge. Razumete, nikoli nisem imel Srbije v primarnem planu, vedno je bila Velika Britanija, Kanada, ZDA, Avstralija in tako naprej. Ampak očitno ne, samo to. Vesolje ima res zanimive načine. In to hočem vam pokazati na poslovni šoli, kako se podjetniški vpliv naredi. Kako se naredijo, da je neka stvar vnaprej zapisana, da se bo naredila. Večina ljudi misli, da to, kar se dogaja očitnega ven, kar vidijo z očmi in kar slišijo z ušesi, da je to čas in kraj, kjer se sprejemajo odločitve. Pa ni res. Vse, kar vi vidite venih, kar se dogaja ta trenutek in kar ste vi slišali fizično in naredili fizično, je bilo zapisano, da se bo zgodilo že prej. Na energijskem nivoju. Vi ste videli samo posledico. In večina ljudi se obada samo s posledicami. In ali bo nek biznis uspešen, ali bo nek deal uspešen, se zgodi, se določi še predno, se zemeljsko sploh ljudje srečajo na sestanku. Še predno zemeljsko se ljudje sploh pogovorijo, o čem je govor. Še predno greste na banko, se biznis z banko zgodi. Še predno greste k stranki, se posel se stranko zgodi. To je energijsko podjetništvo, ko ga bom učil na poslovni šoli. Ti ne greš k človeku in se z njim pogajaš na licu mesta. Ti se še preden se s človekom fizično vidiš, že zakodiraš, kaj se bo zgodilo in kako se bo zgodilo. Zato včasih srečaš v življenju kakšnega človeka, ko ima noro osebno moč. In imaš občutek, da si brez moči v njemu. Zaradi tega, ker človek še predno so se zemeljsko stvari zgodile, je že postavil novo resničnost. To je eden izmed energijskih zakonov planeta Zemlja. Ne loviti sence na ulici. Senca vaša, tale za mano, je posledica. Jaz lahko to senco spreminjam, lovim, kakorkoli dolgo želim, pa ne bom nič z njo naredil, ker ni kreacija tukaj. Kreacija je tu. Razumete? In večina ljudi išče, spreminja to. Zaradi tega stvari ne ratajo. Mnoge punce odpravijo frizerski salon in rečejo, joj, zdaj pa dajmo stranke, no, rabim prispevke plačati, rabim opremo nabaviti, rabim zalogo nabaviti in potem ni stranke in pa zapravijo salon. Če ti postaviš salon še preden, še vnaprej določiš, kaj potrebuješ za to, da bo salon in ti srečen, srečna, potem bo salon drugače obratoval. S Kristi smo v življenju sprejela par tok norih odločitev, ko smo šla tako z nogo v njih, pa ni bilo dobenega otipljivega zemeljskega temelja postavljenega. Ampak smo vedno vse speljala zaradi tega, ker smo pa noro dobila v energijskem postavljanju. Zemeljske stvari že sprot podelaš, sprot narediš sestanke, sprot ljudem pošleš mail, sprot narediš raziskavo, sprot napišeš knjigo. Knjiga, ko se piše, ko jo začneš ti pisati, je že napisana. Razumete? Tisti trenutek, ko sem jaz vzel prvo A4 format stran in napisal gor misionarka, sploh nisem vedel še kak podnaslov bo, niti nisem takrat vedel, da bo karizmatične prihodnosti, je bila knjiga že napisana, je bilo že zakodirano, kaj se bo z njo zgodilo. Nisem sprot odločil se, kaj bo. Knjiga se je potem samo oblikovala na podlagi moje energijske kode. Razumete? Zdaj pa gledajte,
Neil Donald Walsh ni edina zgodba, ki se bo zgodila v Sloveniji od tovrstnih stvari. Ko bo čas, boste zvedeli, kaj pripravljamo za naprej. In to je šele začetek. Ampak projekti, ki se bo začeli dogajati, ni šans, da bi se zgodili kadarkoli v Sloveniji, če ne bi midva energijsko gradila stvari v temeljih. Nal, pa Kiki, Andrejka, pa David poznajo osebne zgodbe, ki jih midva tudi v privatnem življenju delamo. Koliko nore stvari se dajo dosežiti, če ti nisi obremenjen s tem, da moraš najprej dobiti od sveta, če se zavedaš, kdo si. In na podjetniški šoli bi rad z vami dosegel, da se vi zavedate, kdo ste. Da vi odklenete svojo komunikacijo. Da vi veste, kdaj se pogodba izda. A vi veste, da ni vsak dan pravi za izdajo pogodbe, za napisati pogodbo, za izdajo biznisa, za štartanje biznisa. A veste, da obstajajo kozmični dnevi, kozmični tajmingi, energijski tajmingi, v katerem štarti biznis in v katerem ne štarti biznisa. Ker če boste štartali biznis na nepravi tajming, boste sesuli biznis že v štartu, še preden ga boste sploh začeli delati. In ljudje moramo to poznati. Ljudje moramo vedeti, kaj je tisto, kar v resnici poganja naše odločitve. Zdaj pa gledajte, ena izmed ključnih sestavin podjetništva in poslovanja na planetu Zemlja je, da ti daš svetu tisto, kar lahko daš. In če boste zelo iskreni sami s seboj, boste ugotovili, da podjetniki in tisti, ki so fokusirani na outcome, kreirajo ta svet. Ta svet ne kreirajo tisti, ki jemljajo, ta svet kreirajo tisti, ki dajajo. Tisti, ki ustvarjajo, tisti, ki investirajo, tisti, ki spreminjajo okoliščine, tisti, ki se trudijo in švicajo in delajo zato, da se stvari zgodijo. In tem ljudem je dano vse. Če ti daješ, si zaslužiš sprejemati. Če si ti fair do vesolja, vesolje fair zate. In ta koda nikoli ne zataji. Če imate v katerem koli področju življenja občutek, da nimate dovolj, začnite na tem področju izvajati outcome. Ko boste to začeli delati, bo sicer preteklo nekaj časa in boste začeli dobivati nazaj. To je tisto, kar vam bo sestavilo življenje. A vi veste, da je blagovna znamka vnaprej določena, da uspe? Veste, da se stvari prodajajo v današnjem svetu zaradi tega, ker je nekdo določil, da se bojo prodale. Veste, koliko stvari je tam v njih dobrih, izdelkov dobrih, produktov dobrih. Veste, koliko dobre hrane tam zunaj, ko morate pojesti. Pa živ Bog ne ve, da obstajajo te stvari, ker ljudje ne razumejo energijske postavitve biznisa. Jaz poznam ljudi, ki imajo posluh, ki znajo klavir igrati, ki znajo slikati, pa nikoli ne bo ta svet videl njihovih slik, ker ne razumejo tega, kar se zdaj pogovarjamo. Poznam pa ogromno ljudi, ki so navdušeni in kot enega izmed najbolj pomembnih svojih življenjskih ciljev razumejo kot pogodbo za nedoločen čas. Vsaki toliko časa vidim na Facebooku, ko ljudje slikajo, moj cilj je dosežen, pogodba za nedoločen čas. Čestitam, fajn je, da imaš eksistenco urejeno, ampak pogodba za nedoločen čas je prej omejitev, kot pa pripomoček v življenju. Zaradi tega, ker te oropa kreative, zaradi tega, ker te oropa možnosti, ker ti da iluzorn občutek varnosti. Jaz tega ne štekam. Če si ti zaposlen, danes si na isti način lahko odpuščen, kot pa če imaš SP ali pa firmo. Se ista stvar, še bolj rizično je, ker si odvisen od drugih ljudi. Mi, da s Kristi saj vemo, da sama delamo svojo prihodnost. Meni ne bo nihče določil, kaj se mi bo zgodilo, medtem ko v službi je drugače. Res vas bi rad spodbudil, da začnete razmišljati na ta način. Zaradi tega, ker če ste tukaj, verjemite, tukaj ste z dveh razlogov. Eden razlog je, ali ste nesrečni v življenju, zaradi tega, ker ste obtičali v situaciji, ki ne marate. Drug razlog pa je, da iščete vzvod, s katerim boste to, kar že delate in kar lahko date svetu naredili na večji način. To sta dva razloga. Ne vem, zdaj v kateri skupini ste vsi. Ampak eden izmed teh razlogov je. Tako da čas je, da damo ljudje plašnice stran in da damo tisto, kar smo se naučili, stran in da začnemo razmišljati na ta način. Res je, da smo odraščali, jaz ne, ampak mnogi izmed vas v sistemih, v socializmu, v sistemih, kjer si bil na nek način obveščen, kaj moraš početi, ali pa koliko lahko imaš, ali pa kaj ti je dovoljeno reči oziroma ustvarjati in tako naprej. In verjamem, da če si ti rojen v družini, kjer si celo življenje gledal starše, ki razmišljajo na ta način in poznal ljudi, ki razmišljajo na ta način, vem, da mogoče ni najbolj enostavno zdaj pa kar spremeniti tega načina razmišljanja.
A veš, vem, da je to lahko resničnost od nekoga, ampak pravim vam, da je možnost. Pravim vam, da če se zdaj ljudje odločimo, da začnemo spreminjati stvari pri sebi, da bomo celotno svoje življenje spremenili. Ker je pa čas. Nihče vam več ne govori, kdo morate biti, nihče vam ne govori, kako morate razmišljati, nihče vam ne govori, kaj lahko imate. Svet je svoboden danes, kljub temu, da na prvi pogled zgleda, da je kup nekih pravnih in ne vem kakšnih stvari. Svet je svoboden, živimo v svobodnem svetu, to je dejstvo. Nal lahko jutri postane eksotični plesalec, če želi. Lahko postane podjetnik, ki se vlaga z investiranjem v borzo. Lahko si rudnik kupi, pa začne kopati. Lahko postane kmetovalec, karkoli. To je njegova opcija. Razumete? Jaz isto, vi isto. Zakaj ne bi izkoristili življenja, če ga že imamo in ga živimo in smo delali tako močno, da smo prišli do sem, ker smo, in naredili iz njega tisto, kar lahko. Zakaj bi živeli življenje, v katerem ste nesrečni in nimate tisto, kar želite? Jaz sem probal obe opcije. Da nisem imel tisto, kar sem želel, in da imam tisto, kar si želim in rabim. In če nimam tisto, kar si želim, si znam ustvariti. Ta druga je boljša. Res je boljša. Jaz vem, da včasih človek vidi modernega človeka, da ful veliko dela, da se uči, da je včasih pod kreativnim stresom, ampak to so stvari, ki ti začinijo življenje. Če pa ti nimaš v življenju opcij, potem si pa res pod stresom. Zakaj so ljudje tako živčni, ko se vlada vedno menja? Ali pa zakaj so tako živčni, ko pride recesija? Ali pa zakaj so ljudje tako živčni, ko inflacija zraste? Ali pa se trošarine povečajo? Zakaj? Zato, ker nimajo opcije. Zadnjič sem šel tankat, pa sem gotovil, da je tank malo dražji od tega, kar sem na zadnje tanko. Sem gotovil, zaradi 2-3 evrov me pač ne bo pobral, ne? In nisem se obremenjeval med tem, kaj ljudje to računajo. In so živčni zaradi tega, ker je tank letos dražji za 20 evrov, kot je bil pa 5 let nazaj. Ni to življenje. Vi niste prišli v življenje zato, da se boste omejevali, pa zato, da boste šparali na sebi. Ne šparati na sebi, Madonna. Dajte si vzeti tisto, kar rabite. Jaz rabim ful velik. Jaz sem velik in velik jem. Majke mi, jaz velik jem. Mama mi je to učitala, da ful sem pojedel kot otrok. Kristi pravi, da sem ful drag partner, ker velik jem. In ja, pa sem gotovil, da ko grem čas restauracije, pač dve večerje naročim. Da sem lačen, pač naročim špagete in naročim še pico. In to je dvojni strošek. Ampak jaz uživam, ko jem. Jaz nočem živeti življenje, brez da ne jem. Razumete? Jaz postanem depresiven, da vidim na televiziji kraj in državo, ki mi je všeč, pa da ne morem tja. Živčen sem. V ponedeljek imamo mi kolektivca, gremo v Rim. Duhovni telepotovanje duša gre na kolektivni izlet v Rim. Mi gremo vsaki toliko časa nekam na izlet. In zdaj gremo v Rim. Zato, ker hočemo iti v Rim. Zaradi tega, ker so tam lepi kipi. Ker je dobra kava tisti, ko jo pijejo. Ker je romantično mesto, kjer dejansko uživaš, ko se šetaš po njemu. Ker so kipi živi, ker so fontane. Če nikaga pjanega gleža, no, je celo lep pogled. Ne? Ker imajo dobro mozzarelo. Razumete? Gremo v Rim. In če bi videl Rim nekje in ne bi našel načina, kako lahko grem v njega, zakaj pa je smisel, da sem ga videl? V čem je smisel, da vidim vse lepe stvari, vse lepe ljudi, ki jih želim spoznati? V čem je smisel? A vam povem za Nilo še eno zgodbo. Kristi 10 let nazaj je bila v kroničnem žalovanju, ker je njena mama, edini sorodnik, s katerim je živela, umrla. In Kristi je takrat brala knjigo Pogovori z Bogom. In ta knjiga je noro fantastična. To je prva knjiga od Nila Donalda Walsha. Zaradi nje je postal svetovno znan predavatelj, pisatelj, milijonar. In Kristi je takrat rekla 10 let nazaj, eni najni ful dobri prijateljci, joj, enkrat v življenju bi pa rada s tem človekom stala na odru. To so bile takrat, ponižne želje zgubljenega človeka. 10 let nazaj. In mi dva sklenemo deal z Nilom. Ta prijateljica 10 let kasneje. Kristi, se ti spomniš, kaj si ti meni enkrat rekla, še ko smo v Ivančni Gorici živeli? Smo bili sosede takrat. Se ti spomniš, ko si rekla, da boš enkrat stala z Nilom? Kdo mislite, da bo seminar otvoril? Kdo mislite, da bo zaključil seminar? Kdo bo njegov host cel teden? Kdo gre v Postojnsko jamo z njim najverjetneje? Razumete? Mi dva. Zaradi tega, ker je Kristi 10 let nazaj naredila imprint in zakoličila del resničnosti, ki se bo zgodil. Kljub temu, da takrat živ Bog ni vedel, kako za vraga se bo ta stvar zgodila in kako bo vesolje obralo svoje tirnice, se je zgodil zaradi
imprinta. In vse se lahko zgodi. In jaz imam seznam ljudi, ki bi jih rad spoznal. Seznam ljudi iz celega sveta, ki bi jih rad spoznal, ker so face, ker so naredili stvari, ki me fascinirajo, ker imajo pametne stvari za povedati. In zakaj jih ne bi? Zakaj ne bi zdaj poskrbel za svojim outcomom, da si ustvarim v življenju možnosti, da lahko prijem do teh ljudi? Do Oprah. Ali pa do Ellen DeGeneres. Gremo naprej. Ali pa, razumete, zakaj ne bi jaz tega naredil? Zakaj ne bi šli na turistično agencijo pa pač pogledali, kje so kraji, ker so vam všeč? Ker to podjetniški način razmišljanja za pravo postavitvo energije vse omogoča. Hotel sem vam danes dati upanje, hotel sem vam pokazati, katera je smer, ki jo lahko imate in da ste vsi podjetniki v življenju. In da ljudje v večini primerov ne izkoriščajo niti 15% svojega podjetniškega potenciala. In da ni problem v tem, da je z državo nekaj narobe. Okay? Problem je, da ljudje ne znajo sestaviti puzl, da ne znajo sestavljati energijskih in zemeljskih puzl, ki jih eno podjetništvo zahteva. Vsak posel, ne glede na to, kaj norga se spomnite, se bo spelo, če se boste vi odločili, da se bo spelo. Vi lahko ta trenutek začnete prodajati z okna v Ljubljani, vi lahko stojnico z sladoledom postavite v Celje, vi lahko štartate katerokoli spletno trgovino, vi lahko štartate katerokoli odvetniško pisarno, seveda, če imate pač izobrazbo, vi lahko štartate katerokoli kmetijo, vi lahko štartate karkoli se odločite, v kateremkoli okolju in boste uspeli, če se boste odločili, da se bo to zgradili. Zato sem jaz toliko vesel, naprimer, za podjetnike v Sloveniji, kot sta samo pa Iza Login. Kire face? Vsi so govorili, da je Slovenija majhna, da se ne da narediti tukaj, da Slovenci so dober delavski narod. Pa prijeta dva Slovenca in naredita mačka, ki govori, in še 5000 drugih stvari, in naredita največjo spet podjetniško zgodbo, kar jih je moderna, samostojna Slovenija v Evropski uniji videla. Razumete? Slovenija kaj narobe? Ne. Z ljudmi je narobe, a ne? In zato me fascinira to. In ona dva nista naključje. Ona dva sta postala tako uspešna zaradi tega, ker sta se odločila, da bo ta uspešna. Ne zaradi tega, ker ima trg ponudil možnosti. Ona dva sta se odločila, da bo trg ponudil možnosti. Ker trg vam bo vedno ponudil tisto, kar boste vi od njega zahtevali. Vedno. Niso stvari vnaprej določene. Koliko denarja boste vi zaslužili v naslednjem letu, ni vnaprej določeno. Koliko boste zahtevali, toliko pa boste. Zelo simpel. Če boste zahtevali 1000 evrov, boste zaslužili 1000. Če boste zahtevali 10 000 evrov, boste zaslužili 10 000. Če boste zahtevali 500 000, boste zaslužili 500 000. Vi, ja, mogoče zdaj, ko mogoče kdo zasluži 700 in zdaj to, kaj ti žmahar govoriš? Dajte preveriti te stvari. Dajte testirati te stvari. Ko sem jaz prvič Kristi spoznal, je bila v partnerski zvezi. Mogoče te zdaj ne bil še gledal, veš. Je bila v partnerski zvezi. Jaz nisem človek, ki bi fizično se vmešaval v vezo. Nisem, pač nikoli nisem k njej pristopil, nikoli nisem nič delal, nikoli nisem varil nič od tega, ampak se pa spomnim, ko sem jaz njo prvič videl, je bila tako, veš, ena huda bejba tam na enem poslovnem seminarju, najbolj poranast odnos, najbolj pametna misla v dvorani, še ena taka kot jaz, ne? Da bi bila pa dober par in sem ji tako vrgel v auro, ko bom jaz imel čas in ko se bom odločil, da hočem biti v partnerstvu, boš ti moja punca. In 2 leti sem se ukvarjal sam sabo in delal svoje stvari in enkrat meni svane, zdaj pa čas. Prijem Kristi in ona čisto žalostna, ker jo je ta bivši pusto. On jo je pusto. Razumete? Slučajno takrat, ko sem jaz prišel. In v prvem zmenku, ko smo šla s Kristi kot prijatelja po poslovnem seminarju v Jurčka v Domžalah v en lokal, sem se dotaknil z nogo, tako kot prijatelja smo sedeli, to je bilo prvič, da sem se mi da sploh pogovarjala več kot 2 minute, in smo šla na pijačo in sem prišel domov v Celje in sem mi napisal mail, da sem poročal z njo. Bam, tako koda, energijska.
sploh ni vedela, kaj je za del. Tako, ona misli, da sem idiot takrat, veš. Ona tako, jaz res nisem bil človek, s katerim se ona hotela poročiti. Ampak tako, zakoličeno, dan, poročil sem s tabo, ti še sploh ne veš, da sem mi dala poročila. To je bilo na prvem zvenku, prvem. Ona mi je rekla, da je iskreno bilo strah za njo, ker ni vedela, kdo sem jaz, sem psihično čist. To so te energijske kode. Včasih sem taekwondo treniral. Bil sem ful dober, sem treniral taekwondo in jaz se spomnim, vedno, ko je bilo tekmovanje razpisano, ali na Hrvaškem, ali v Bosni, ali na Češkem, ali v Sloveniji, kjerkoli, če sem se prijavil na tekmovanje, sem vedno vedel, da bom zmagal. Vedno, že vnaprej sem vedel, da grem tja po zlato medaljo. Vnaprej. In vedno sem jo dobil, oziroma v večini primerov sem jo dobil. Naprej, določeno. In se spomnim, koliko mi je bilo, ko sem hodil na tehtanje pred borbami ali pa na registracijo pred tekmovanjem in so bili tam iz mojih kategorij so tekmovalci. In sem jih sam tako gledal in sem rekel, joj, pejte reč domov. Zaradi tega, ker sem se že odločil, da bom dobil tisto, kar si želim. Že imprint je bil narejen še predno, se je sploh začelo tehnično dogajanje na zemlji. Fizično premikanje, sodniški pisk, borbe in tako naprej. Razumete? Še ena stvar, da vam povem, da boste videli teh primerov milijon. 7 let sem bil star. Jaz sem včasih ful lepo pel. Do mutiranja. In jaz sem lepo pel in sem pel pesmi od Darje Švajger in vse te visoke oktave, ki bi jih danes zadel, samo če bi mi kdo kaj stisnil. In je bila ena gasilska veselica. In na tej gasilske veselice so imeli karaoke. In če si tekmoval, prvi 3 so dobili nagrado. In prišel jaz pri 7 letih na to veselico, moji starši so tam stregli karjati gasilc, pa to, prijem jaz tja in prijem na sošolka, joj Miha, veš, takrat smo bili sošolci še take majhni, ne? A veš, da imajo nagrade za tiste, ko bojo zmagali. Sem rekel, kaj pa glavna nagrada? In grem jaz glavno nagrado pogledati, a radio je, a ima za 2 CD-ja, med 2 kasete. No ne, ena tudi vredo, ja bom, ker sem si želel radio. Ne zaradi tega, ker sem si želel pet, ne zaradi tega, ker sem želel uživati v nastopu, ampak ker sem hotel radio in radio je bila pač prva nagrada, ker sem ga rabil doma v sobi. Razumete? To so ti imprinti, ki so fantastični. Nal, ko je prišel k nama, smo mu midva en kup teh informacij skasirala, ne? Si se mogel navaditi na to, da se, ko se pač nekaj odločiš, se pač zgodi, a ne? Ja, res je. In jaz bi rad, da vi postanete del tega sveta. Jaz bi rad, da ste vi toliko navdušeni nad življenjem kot jaz. Včeraj sem helijev balon dihal. Sem posnel video na Facebook, poglejte si ga, moj včerajšnji ali današnji video. Ja. Zakaj ne bi bili navdušeni? Zakaj ne greste v Koper, pa si pogledate jadrnice, če jih hočete imeti? Zakaj ne pogledate mesta po svetu, kjer se vam všeč, pa pogledate, kje bi vi poslovali, kje bi vi imeli biznis? Zakaj ne pogledate parcel, kjer bi radi imeli hišo in si jih kupite in zgradite hišo, kakršno si želite imeti? Ne biti eni izmed teh ljudi, ki imajo tihe načrte in jih ne uresničujejo. Zaradi tega, ker ni danes več okolje, v katerem tega ne moreš narediti, kot je bilo včasih. Včasih, če si hotel to narediti, so ti dali dopust na Golem otoku. Razumete, če si bil preveč glasen za svojim načinom razmišljanja? Zaradi tega sem tako, razumem včasih ene ljudi na tem ozemlju, zakaj tako razmišljajo, ampak danes ni več tako. Danes lahko vi dosežete v življenju karkoli želite in poslovna šola je tečaj, ki vam lahko to pomaga sestaviti, te puzle, ki manjkajo. Podjetniški DNK, vpliv podjetniški, podjetniška zapuščina, podjetniška karizma, safety net. Delali bomo varnostno mrežo, bomo delali na tečaju. Kakšno varnostno mrežo rabi človek takrat, ko mu začne posel padati, ali pa takrat, ko se začne dvom v njega naseljevati, ali pa takrat, ko gre življenje naprej, ko se stvari spremenijo. A veste, da imamo vsi podjetniki safety net, varnostno mrežo, ki nas ščiti, da ne pademo in se ne sesujemo in ne bankrotiramo. A veste, da to energijska struktura, ki jo človek v svojem poslu lahko postavi, še preden začne posel delati. Zato naj skristi ni strah. Če gledaš iz vidika zaposlenega, je noro strašljiv občutek, da si lasen podjetnik, ne? Skrbeti moraš za denar, skrbeti moraš za plače, skrbeti moraš za zaloge in če pa ti ne zagotoviš tistega denarja, dobiš davčno izvršbo. Ali pa ti zapravijo posel, ali pa odvzamejo licenco. Ja, če si kot zaposlen gledaš to izkušnjo, je to zelo strašljivo.
Jaz poznam podjetnike, ki investirajo na 100.000 evrov na mesec v svoje posle. In ja, če nimaš poštiman po glavi, je to zelo naporno živeti na tak način. Ampak, če boste pogledali podjetnike, ki razumejo energijo tega, kar počnejo, so mirni ob vsem tem. Zaradi tega, ker vejo, da je vse odvisno od njih. Zaradi tega, ker razumejo vzvode, o kateri zdaj govorim. Ni življenje na tem planetu tako težko, kot zgleda na prvi pogled. Jaz vem, da zgleda zelo zafrknjeno ustvariti veliko zgodbo, ne? Zgleda zelo težko zaslužiti veliko denarja. Zgleda včasih zelo težko velik domet narediti. Ampak v resnici ni tako zelo težko. V resnici, če si pameten, inteligenten in uporabljaš vzvode, je to logična posledica normalnega dela. Vsi podjetniki delajo normalno, samo če ti delaš pametno, potem je rezultat lahko 100-kratni, 1000-kratni, milijonkratni, če si inteligenten in pameten. Zaradi tega sem hotel s poslovno šolo vam pomagati te stvari malo razumeti. Danes res nimamo časa, da bi šli čez celoten tečaj, ampak če ste začutili, da je karkoli, kar sem danes povedal, zarezoniralo v vas, potem vas vabim, da se 13. oktobra, se 13. oktobra, ne? Ja, 13. oktober ali 16. oktober. 13. oktober, evo. Pridete na tečaj, kjer bomo delali te stvari, kjer bomo naučili se kodirati prihodnost naprej, kjer bomo se učili vnaprej določati, kako se bo stvari zgodile, kjer bomo naučili takrat, ko padete v dvom in ne veste, kateri je vaš naslednji korak, kje dobiti informacije, ki jih potrebujete, najdite informacije, ki jih potrebujete. In to je ena izmed stvari, ki so pomembne, če hočete v 21. stoletju s to zavestjo operirati velike zgodbe. In še enkrat, odločitve v življenju sprejemamo ljudje sami in vi se odločite za svoje odločitve. Tako da, poslovna šola v duhovni dobi, 4-mesečni tečaj, ki gradi, kreira, spominja in aktivira tisto, kar rabi človek vedeti, da se stvari zgodijo, da se stvari postavijo. Zato vam želim, da razmislite znotraj sebe, kaj želite s svojim življenjem narediti. Če si želite brati energijske kode, če želite razumeti energijsko strukturo resničnosti in vedeti, kdaj uporabiti karizmo, kdaj uporabiti komunikacijo, kdaj karizmo sprožiti med ljudi, kako okoliščine v resnici prijeti še prednji kdorkoli drug prime, potem ste vabljeni na poslovno šolo.